Inbound marketing, pilotni modul. Marketing se je spremenil, predvsem v zadnjih letih zaradi vseh sprememb, ki jih je prinesel COVID-19, spremenil pa se je seveda tudi že pred COVID-19. Dolga leta smo bili navajeni izhodnega oziroma outbound marketinga, pri katerem nam podjetja potiskajo informacije. Čeprav se outbound marketing še vedno uporablja, bomo danes pojasnili, kako deluje vhodni oziroma inbound marketing in kakšne so njegove prednosti. Inbound marketing je metodologija, s katero obiskovalce spreminjamo v kupce, kupce pa v ambasadorje. Pri tem nam pomagajo kakovostne vsebine, prilagojene potrebam naših ciljnih skupin, ter tehnične platforme, kot je HubSpot, s katerimi vsebine predstavimo pravim ljudem v pravem času. Seveda ne želimo vsiljive prodaje, želimo vsebine, ki so nam koristne. Želimo vsebine, ki nam pomagajo živeti in delati bolje. Kaj običajno počnemo, ko iščemo informacije? Googlamo seveda. Zato je tako pomembno, da nas iskalniki najdejo in da je naše spletno mesto optimizirano za spletne iskalnike SEO. Velikokrat se pošalimo, da je najboljši kraj, kamor lahko skrijemo truplo, druga stran Google zadetkov. Zakaj? Zato, ker na drugi strani Google nihče več ničesar ne išče. To sicer ne drži vedno, je pa res, da večina ljudi ne pride do druge strani, zato moramo poskrbeti, da smo na prvi strani. Verjetno poznate generacijo X in generacijo Y, se pravi milenice. Razumeti pa morate, da smo vsi pripadniki generacije C, generacije povezanih ali connected. Ne gre za starostno skupino, temveč bolj za digitalni življenjski slog. Verjetno imate v tem trenutku svoj pametni telefon nekje blizu. To pomeni, da smo vedno povezani. Pomeni pa tudi to, da moramo kot lastniki podjetij razmišljati o tem, kako komunicirati z ljudmi, ki so vedno povezani. V zadnjih letih so se stvari spremenile. Ena od teh, ki jih moramo omeniti, je glasovno iskanje. 65% oseb, starih med 25 in 49 let, se vsaj enkrat na dan pogovarja z napravami, ki omogočajo glasovno iskanje. Temu moramo prilagoditi tudi način ustvarjanja vsebin. Ustvarimo lahko na primer vprašanja in odgovore. Tukaj vidimo prikupno italijansko babico, ki je pravkar prejela svojo prvo napravo Google Home in je zelo presenečena nad tem, kaj vse zmore. Če želite, si lahko posnetek ogledate na YouTubeu. Je precej smešen, toda govorimo o nečem, kar ne bo izginilo. Ni nujno, da imate prav Alexo, Google Home ali katerokoli od teh naprav. Uporabite lahko seveda tudi svoj pametni telefon. Potem je tukaj video, ki smo ga v zadnjih letih vsi veliko uporabljali. Poznamo dve različni vrsti video vsebin. Ena je prenos v živo ali live streaming, ki ima seveda svoje prednosti, zlasti pri vključevanju uporabnikov ali engagementu, saj lahko pri prenosu v živo s svojimi ciljnimi skupinami komuniciramo hitro in v realnem času. Prednosti pa imajo tudi vnaprej posneti videoposnetki, saj si jih lahko predstavniki ciljne skupine ogledajo kadarkoli želijo, kadar jim najbolj ustreza in seveda, kadar imajo čas. Pogovorni boti oziroma chat boti so nekoliko novejši način komunikacije, ki je še posebej koristen pri marketingu, prodaji in podpori kupcem. Zato imamo poseben modul tudi na temo chat botov. Na tem mestu jih samo imenimo kot enega novih načinov komunikacije. Obstajajo programi, ki med pogovorom z uporabnikom avtomatizirajo določene procese. Videti je, kot da klepetamo z resnično osebo, zato moramo zelo jasno nakazati, kdaj uporabljamo chatbote in kdaj nudimo podporo v klepetu v živo. Potem je tu še umetna inteligenca ali angleško AI, Artificial Intelligence. Ne smemo se je bati, temveč moramo razumeti, kako nam lahko pomaga, da postanemo bolj učinkoviti. Umetna inteligenca bo počasi prevzela predvsem ponavljajoča se in rutinska opravila. Na to temo si lahko ogledate TED Talk avtorja in govorca Kai Fulija z naslovom Kako umetna inteligenca reši človeštvo. Li pravi, da bo umetna inteligenca ponavljajoča se opravila postopoma prevzela v naslednjih 5 do 15 letih. Na levi strani si lahko ogledate primer takšnih rutinskih in ponavljajočih se opravil. Video pa seveda omogoča tudi prodajo na daljavo.
Zadnjih nekaj let se spreminja način, kako poslujemo in delamo. Veliko podjetij je prešlo na hibridni model dela in bo na njem tudi ostalo. Video nam omogoča prodajo nadaljavo, s tem pa pridobimo dodatne informacije, kot so statistika in analitika. Z uporabo videa in različnih vrst marketinške avtomatizacije pa smo lahko učinkovitejši tudi pri marketingu in prodaji. Sedaj pa k inbound marketingu. Najprej vprašanje za šalo. Kdo je vodil digitalno preobrazbo vašega podjetja? CEO, CTO ali COVID-19? V nekaterih podjetjih to verjetno sploh ni šala, saj je situacija s COVID-19 močno pospešila digitalizacijo poslovanja. In to je seveda nekaj, kar bo vplivalo na način dela in poslovanja tudi v prihodnosti. Najprej pojasnimo razlike med inbound in outbound marketingom. Začnimo z outbound marketingom. To so tradicionalne metode, ki razširjajo in potiskajo sporočila. Pomislite na televizijske, radijske ali tiskane oglase, pa tudi na direktno pošto. Na drugi strani pa imamo inbound marketing, s katerim potrošnike pritegnemo z deljenjem relevantnih informacij in ustvarjanjem uporabnih vsebin. To seveda ne pomeni, da ne uporabljamo več taktik outbound marketinga. Facebook oglasi so na primer outbound marketing, vendar jih še vedno uporabljamo zato, da bi potrošnike opazili vsebine, ki smo jih ustvarili za naš inbound marketing. S outbound marketingom lahko velikokrat dosežemo hitrejše rezultate, saj investiramo v oglase, najbolje pa je združiti obe metodi. Inbound marketing ustvari 3-krat več prodajnih kontaktov ali leadov kot tradicionalni outbound marketing, kar je zelo pomemben podatek. Tako privabljamo uporabnike. Ustvariti moramo zanimive in uporabne vsebine z vidika uporabnika, ne z vidika podjetja. Opraviti moramo veliko raziskav, da bi razumeli naše potencialne kupce, naše nakupne persone. Pomagamo jim pri reševanju težav in z njimi delimo relevantne informacije. Ni nujno, da vsebine ustvarjamo sami, lahko jih tudi delimo in smo tako zgolj v vlogi kuratorja, ki izbere relevantne vsebine za ciljno skupino in jih deli na platformah, kjer jo bodo dosegle. Kaj je metodologija inbound marketinga? S tem diagramom je podjetje HubSpot predstavilo, kako deluje inbound marketing. HubSpot je tudi avtor izraza inbound marketing. V središču diagrama je rast. Da bi dosegli večjo rast, moramo zagotoviti nepozabno uporabniško izkušnjo, hkrati pa želimo povezati marketing, prodajo in podporo kupcem. Diagram je v obliki vztrajnika ali flywheela. Vrtenje vztrajnika je odvisno od 3 stvari, kako hitro ga vrtimo, koliko je trenja in kako velik je vztrajnik. Pri tem bi seveda radi okrepili področja in programe, ki imajo večji učinek. Prav tako želimo zmanjšati trenja med oddelki, tako da bi vsi uporabljali iste podatke in imeli dostop do informacij vseh oddelkov v podjetju. V manjših podjetjih to morda ne predstavlja težav, v večjih pa običajno povzroči nekaj trenj. Najbolj uspešna podjetja bodo svoje poslovne strategije prilagodila tako, da bodo naslovila vse 3 elemente, ki vplivajo na vrtenje vztrajnika. Poglejmo si orodja, ki jih uporabljamo pri inbound marketingu. Opazili boste, da je večina teh orodij zelo znanih in jih verjetno že uporabljate. V fazi privabljanja Attract ustvarjamo videoposnetke, oglase, zapise na blogu, veliko delamo na področju družbenih omrežij in vsebinske strategije. Orodje v fazi vključevanja ali engage so tokovi za negovanje leadov, lead flows, e-poštni marketing, pogovorni bot za upravljanje leadov, ki smo ga že omenili, in tudi orodja za marketinško avtomatizacijo, ki nam pomagajo, da smo bolj učinkoviti. Seveda pa pomaga tudi, da uporabniki dobijo prave informacije v pravem času. V fazi navduševanja, delight, pa so orodja predvsem pametne vsebine, kar pomeni, da so prilagojene glede na različne informacije, ki jih imamo v ciljni skupini, e-poštni marketing, poštni nabiralnik za pogovore, tako da imamo vse pogovore na enem mestu, atribucijsko poročanje in marketinška avtomatizacija. Vedeti moramo, da potencialni kupec veliko raziskuje na spletu, še preden vstopi v stik s podjetjem. Način kupovanja se je predvsem za večje izdelke in storitve vsekakor spremenil.
Veliko raziskujemo vnaprej in včasih kupec o izdelku ve več od prodajalca v trgovini. To se nam je verjetno že vsem kdaj zgodilo, če stvar obrnemo. Razmislite o vašem podjetju in o tem, kakšne vsebine bo potencialni kupec našel o vaših izdelkih in storitvah, ko bo raziskoval samostojno. Bo kupec razumel, kaj lahko pridobi z vašimi izdelki in storitvami? Bo razumel terminologijo, ki jo uporabljate? Bo videl vaše prednosti v primerjavi s konkurenco, predvsem, če pomislite, da vaš prodajnik ne bo imel priložnosti, da mu jih razloži? Videl bo le tisto, kar ste objavili na spletnem mestu in družbenih omrežjih. Bo lahko našel informacije, ki jih potrebuje ali za katere želite, da jih najde? Nakupne persone so osnova za razumevanje, kaj kupci dejansko potrebujejo. Razumeti želimo, kaj potrebuje naša tipična persona in kako se to spreminja med nakupno potjo, saj ima na začetku v fazi zavedanja drugačne potrebe kot v fazi razmisleka in fazi odločitve. Kdo je vaša interesna skupina? Kdo je vaša nakupna persona? To je idealizirani predstavnik vašega kupca. Želimo vpogled v njegove motive, cilje, vedenje in probleme. Zelo je pomembno, da razumemo njegove boleče točke, saj na njih temelji naša rešitev zanje. Tako dobimo kredibilne, relevantne vsebine, ki jih lahko promoviramo in komuniciramo s potencialnimi kupci. To je primer, kako lahko ustvarimo persono, pri čemer se moramo zavedati, da ta vprašanja morda ne bodo vedno relevantna. Če primerjamo že podjetje v B2C, business to consumer, in podjetje v B2B, business to business okolju, je recimo proračun zelo relevanten za B2B podjetja, ni pa tako relevanten z vidika končnega potrošnika. Proračun za potrošnika pomeni, koliko zasluži, bodisi kot družina ali posamezna oseba. Vse, kar vidite tukaj, morda ne bo povsem relevantno za vas, boste pa na koncu tega modula dobili povezavo do orodja, ki vam pomaga ustvariti persono. Kot smo že omenili, se potrebe kupca na nakupni poti spreminjajo. Nakupna pot je razdeljena na 3 faze: zavedanje ali awareness, razmislek ali consideration in odločitev ali decision. V fazi zavedanja ni nujno, da kupec išče določeno znamko, temveč poskuša razumeti simptome potencialnega problema ali priložnosti, mi pa ga v čim večji meri izobražujemo. V fazi razmisleka je kupec že identificiral problem in išče različne rešitve. V fazi odločitve pa je kupec že identificiral rešitev in išče pravega ponudnika ali pravi pristop oziroma strategijo za reševanje problema. Običajno imajo podjetja veliko izbiro vsebin za fazo odločitve, na primer pregledic, grafov, opisov izdelkov in podobnih stvari. Zlasti pri manjših podjetjih pogosto opažamo, da so preveč osredotočeni na fazo odločitve in jim zato zmanjka vsebin za fazo zavedanja, v kateri potrošnike izobražujemo, morda tudi za fazo razmisleka, a predvsem imajo premalo vsebin za fazo zavedanja. Informacije, ki jih želimo posredovati uporabnikom, so izobraževalne, zgraditi želimo dolgoročno zaupanje. Tukaj je nekaj primerov vsebin. Vidimo primer vodiča v obliki stebrnih strani, pillar page. To je zelo poglobljena stran na spletnem mestu, ki pokriva eno specifično tematiko. Potem imamo webinarje, ki so precej pogosti, lahko so tudi zelo dobra dolgoročna vsebina, če je tematika nekaj, kar se ne spreminja preveč, to je relevantna več let. Običajno poskušamo napisati tudi povzetek webinarja, da imamo poleg video posnetka tudi besedilo v obliki članka, ki zajema, kaj je bilo povedano v določenem webinarju. Potem imamo e-knjige, ki so v inbound marketingu zelo priljubljene. Inbound marketing deluje na podlagi e-naslova, ki vam ga zaupa kupec ali potencialni kupec. V zameno za e-naslov morate ponuditi neko vrednost, kar je običajno prijava na webinar, obrazec prijavo na e-knjigo ali kaj podobnega. Nekaj, kar je relevantno za vašega kupca in za kar je pripravljen pustiti podatke. To so lahko tudi predloge, kot lahko vidite tukaj. Nekaj, kar lahko prenesemo in uporabimo, kar je koristno za nas kot potencialnega kupca. Zato je tako pomembno, da razumemo, kdo so naši kupci, kaj naše persone dejansko želijo in potrebujejo, da lahko zanje ustvarimo relevantne vsebine.
Pogosto se uporablja tudi bloge, tudi mnoga podjetja storijo napako in bloge uporabljajo za promocijo. Običajno želimo imeti blog predvsem za izobraževanje, ozaveščanje in obveščanje naših ciljnih skupin in person o tem, kaj lahko pridobijo ne le z našimi izdelki, ampak tudi z informacijami, ki jih prejmejo od nas, saj želimo biti vodilni v panogi, v kateri delujemo. Z inbound marketingom gradimo dolgoročne odnose. Ugotoviti moramo, kje se naše personje nahajajo, ter kaj je tisto, kar iščejo. Želimo jim pomagati pri reševanju težav, ki jih imajo. Seveda ne smemo pozabiti, da moramo biti danes kot marketingaši seznanjeni z različnimi orodji, ki nam lahko pomagajo doseči cilje. Ta grafika je morda videti nekoliko zastrašujoče. Gre za super grafiko marketinških orodij oziroma marketinške tehnologije ali martech. In če se osredotočimo samo na Evropo, lahko vidite, da imamo toliko različnih orodij, da vseh logotipov niti ni mogoče razbrati. Kar samo pomeni, da moramo aktivno spremljati relevantna marketinška orodja in jih preizkušati, da vidimo, če bi bila koristna za naše podjetje ali posel. Hvala za pozornost, sedaj pa pojdimo k naslednjemu modulu.